Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober dan, otroci! Danes se selimo v morske globine. Družbo bomo delali delfinom. No, pa nekoliko bolje jih bomo spoznali tudi. Parjenje. Ko pri delfinih pride čas parjenja, začne samec dvoriti samici. Med dvorjenjem se grizljata in drgneta drug ob drugega ter si s tem izkazujeta naklonjenost. Če je dvorjenje uspešno, se združita s trebušno stranjo telesa in se parita. Po parjenju se razideta in se vrneta vsak k svoji jati. Breja samica po enem letu skoti mladička. Ob koncu brejosti poišče starejšo samico, botro, da je med kotitvijo ob njej. Rojstvo. Ko pride čas kotitve, se breja samica dvigne proti morski gladini, da bi skoteni mladič lahko čim prej vdihnil zrak. Navadno se najprej pokaže mladičkov rep. Popkovnica, ki povezuje mater in mladiča, se pretrga. Samica potisne mladička nad vodno gladino, da naredi prvi vdih. Po prvem vdihu priplava k mami in se nahrani z njenim mlekom. Mama mu s položajem telesa pomaga poiskati seska, ki sta v posebni vreči na spodnjem delu trebuha. Zelo hranljivo mleko vbrizga v mladičeva usta. Že nekaj minut po rojstvu delfin lahko plava čisto sam. Odraščanje. Mladič ostane z mamo nekaj let. Ko raste, ga mama nauči sporazumevanja, lova in tudi kako se ubraniti pred orko in morskim psom, za katera lahko postane slastan obrok. Delfin ni riba, čeprav njegovo telo po obliki spominja na ribje. Uvrščamo ga med sesalce, vendar vse življenje preživi v vodi. Diha s pljuči in da bi lahko vdihnil zrak, mora priplavati na površje. Njegova pljuča varujejo rebra. V čeljusti ima veliko ostrih zob, s katerimi zgrabi plen. Kako delfin diha? Delfin ima na vrhu glave nosnico, to je odprtina, ki ji pravimo strčnica. Ko se dvigne na gladino, se strčnica odpre in iz pljuč se iztisne topel in vlažen zrak. Preden se žival ponovno potopi, vdihne in odprtina se zapre, da voda ne priteče v pljuča. Delfin diha tudi med spanjem. Plava tik pod gladino in se s premikanjem repa navzgor in navzdol dviguje na površje, da izdihuje in vdihuje. Prav neverjetno je, da se pri tem ne prebudi. Kako delfin plava? Delfin je spreten in hiter plavalec. Zaradi oblike telesa in gladke kože, ob kateri voda zdrsne brez težav, ter mišičastega repa, reže valove z veliko hitrostjo. Spretno skače iz vode ali se prevrača. Je pravi morski akrobat. Da bi bil še hitrejši, se z mišičastim repom požene iz vode, nato pa se spet potopi, vendar ne pregloboko, ter se znova dvigne nad gladino. Čudovito je opazovati jato delfinov, ki se poganjajo iz vode in nato padajo vanjo. Delfini so družabni in včasih ob ladjah igrivo skačejo iz vode. S hitrim plavanjem tudi ubežijo plenilcem, na primer morskemu psu. Ali delfini govorijo? Ne, delfini ne govorijo, ker v grlu nimajo glasilk, kot jih imamo mi. Sporazumevajo se z osebnimi melodijami, ki jih sestavljata cvrčanje in žvižganje. Glas se v vodi širi tudi na večje razdalje. Različna načina oglašanja jim omogočata posredovanje koristnih obvestil pri lovu v skupini in opozarjanje na nevarnost. Med delfini potekajo pravi pogovori. Nenavadna sposobnost. Delfin iz sonarju podobnega organa na vrhu glave oddaja nizke tleskajoče glasove, odboj pa prestreže s spodnjo čeljustjo. Na podlagi tega si ustvari predstavo o velikosti in oddaljenosti drugih bitij ali ovir v vodi. Ko delfin že opazi plen, še naprej oddaja ultrazvočne glasove. Z vedno močnejšimi zvoki ga omami. Eholokacijo poleg tega uporablja za orientacijo.
Spretni lovci. Delfin se prehranjuje le z živalmi, sardelami, skušami, lignji, hobotnicami in rakci. Ko zazna jato rib, pokliče druge delfine iz svoje jate. Delfini le redko živijo sami. Okrog rib sklenejo nekakšen obroč in jim preprečijo pobeg. Prisilijo jih, da se dvignejo proti gladini. Ribe, ujete v past, ne morejo uiti tem prepametnim lovcem. Delfini nato z odprtim gobcem zaplavajo med ribe in si privoščijo slasten obrok. Včasih pa jato odženejo proti obrežju in ribe tam še laže polovijo. Dogodi se, da s tuni in morskimi psi lovijo isto jato rib. Včasih preplavajo na 100 kilometrov, ko sledijo ribam, ki so poslastica na njihovem jedilniku. Delfini in ljudje. V nekaterih vodnih parkih lahko občudujemo delfine v bazenih. Videti so, kot bi se smehljali in gledalce zabavajo s privlačnimi točkami, v katerih je veliko različnih akrobatskih prvin. Z njimi delajo dreserji, ki tudi skrbijo za njihovo dobro počutje. Kljub vsemu pa je delfine najlepše opazovati na svobodi, v morju. Ponekod se lahko udeležimo organiziranih ogledov in delfine v naravnem okolju opazujemo iz neposredne bližine. Radi so v družbi človeka in ga lahko tudi rešijo, če je v nevarnosti. Poznamo številna pričevanja, da so delfini rešili ljudi pred napadi morskih psov, ko so okrog človeka naredili varnostni obroč. V nekaterih deželah delfini pomagajo ljudem pri ribolovu. V njihove mreže zganjajo jate rib. So zelo prijazne živali, zato jih ne smemo ogrožati in ne smemo dopustiti, da bi izumrli. Krasna družba so delfini, ampak čas je, da gremo vsak svojo pot. Od mene le še objem, poljubček in pa do prihodnjič.